Imamo težave s čakalnimi vrstami v zdravstvu, imamo težave z zamaški v prometu in na avtocestah, imamo težave na stanovanjskem trgu, imamo težave z tem, da je treba izboljševati produktivnost, imamo težave, kot vidimo, s politično kulturo, imamo težave s trajanjem sodnih postopkov. Vprašanje, ki si ga mora bodoča vlada zastaviti, pa je, ali se bo teh problemov konstruktivno lotila, ali bomo videli predvsem ideološke spore, ali bomo videli predvsem ukrepe, ki zgrešijo svoje cilje. Če pogledam prvi konstitutivni zakon te vlade, Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, kot ste ga poimenovali, res je, da ga niste vlagali kot vlada, ampak bodoča koalicija ga je podprla, vidimo tam noter, da gre v nasprotno smer, kot bi moral. Namesto konsolidacije javnih financ ustvarja 1 milijardo primanjkljaja, dodatno 1 milijardo primanjkljaja. Razumem, da odkimavate, tudi bodoči minister za finance zanika to številko, ki so jo preračunali tako na fiskalnem svetu, kot na Ministrstvu za finance. Ampak strokovne inštitucije, to je res osnova, bo treba poslušati, če se bomo hoteli pogovarjati o dejstvih in na dejstvih temeljiti svojo politiko. Druga stvar, zdravstvo, namesto da bi se lotili odpravljanja čakalnih vrst, se popušča zasebnikom, pušča denar iz javne blagajne v zasebni sektor, kar pomeni, da bo za javno zdravstvo manj denarja. Vreča denarja je ena. Zasebni sektor se ne plačuje ali pa koncesionarji se ne plačujejo iz druge vreče kot iz ZZS-ja. Iz tega se plačujejo. In več denarja, ko steče k njim, manj denarja bo za javni sektor, ki drži pokonci naše zdravstvo. Ko ima kdo resne težave, gre v Univerzitetni klinični center. Tam operirajo srce, tam zdravijo raka in tako naprej. Ko se pogovarjamo o stanovanjski politiki, namesto da bi ustvarjali korektive na stanovanjskem trgu, ste zopet deregulirali Airbnb, kar pomeni, da stanovanja, namesto da bi jih dobile mlade družine, bodo še naprej postajala tržno blago za turiste. Ob tem, da že tako ali tako imamo pomanjkanje na stanovanjskem trgu. Produktivnost, namesto da bi nagrajevali inženirje in srednji sloj, razbremenjujete plače od 7.000 bruto naprej. Od 7.000 bruto naprej. Tam ni ne srednjega sloja in ne inženirjev. Politična kultura, namesto da bi taki zakoni šli skozi socialni dialog, ste socialni dialog s svojim prvim korakom na celi črti ignorirali. Pokojninska blagajna, namesto da bi zanjo skrbeli, je v interventnem zakonu ukrep, ki SP-ju zmanjšuje prispevke za pokojnino s 370 na približno 200 evrov, da ilustriram, kaj to pomeni. Danes je SP-jev na trgu nekaj več kot 11% vseh zaposlenih. Teh 11% vseh zaposlenih v pokojninsko blagajno prispeva 4,7% vseh sredstev. Po tem znižanju bo teh 11% zaposlenih prispevalo približno 2,5% vseh sredstev. SP se bo splačal toliko, da bo nekdo, ki bo zaposlen kot SP, plačal 250 evrov vseh prispevkov, nekdo, ki je zaposlen redno na povprečni plači, pa bo od svoje plače odvedel 1300 evrov davkov in prispevkov, kar pomeni, da bo SP za 1000 evrov na boljem. Moje vprašanje tukaj je, ker to je grob odmik od principa vsako delo šteje, ki se ga je poskušalo uveljavljati od leta 2014 naprej, zakaj bi pod takimi pogoji kdo še hotel biti redno zaposlen? Zakaj se ne bi vsi začeli dogovarjati, pa pejmo rajš na SP, bomo 1000 evrov neto na boljšem, ampak pol je pa vprašanje, kdo bo plačal naše pokojnine. Upokojencev je 600 000. Če bi bil sam danes upokojen, bi mi ob taki politiki trga dela zvonili vsi alarmi. Ker to pomeni počasno ali pa zelo hitro praznjenje pokojninske blagajne. Pravite, demografski sklad je odgovor na to dilemo. Demografski sklad ni nič drugega, kot če danes Slovenskemu državnemu holdingu pripojimo še energetiko, pa spremenimo ime.
Slovenski državni holding že danes plačuje svoje dobičke v slovenski proračun, ti dobički pa se iz slovenskega proračuna pretekajo v pokojninsko blagajno. Kaj bo torej rešil demografski sklad? Po začetnem ciklu sejanja obljub in slikanje lepše prihodnosti se bo tudi ta vlada morala soočiti z volivci in ja, morala se bo soočiti tudi z upokojenci, ki jih mora skrbeti ob taki politiki trga dela, kje bo denar za njihove pokojnine. Ko govorite o izganjanju ideologije iz šol, kje danes pa imamo v šolah ideološke spore? Kje danes pa imamo med učitelji zgodovine ideološke spore? Jaz jih ne poznam. Ampak taka napoved pomeni, da boste ideološke spore vnašali, ker danes kurikulume sestavljajo učitelji, sestavlja jih Zavod za šolstvo, po novem bo očitno v to posegala politika, kar ne bo vodilo drugam kot v ideološki spor. Drugo, v šolah, namesto da bi učitelji dobivali več avtoritete, kar mislim, da bi moral biti skupen cilj, smo slišali napoved ministra, da se bo število učiteljev v svetu zavodov zmanjševalo, kar pomeni, da se bo zmanjševalo njihovo avtonomijo. Ko smo se pogovarjali z ministrom za javno upravo o plačnem sistemu, sicer ni rekel, da bo opuščal plačno reformo, ampak je pa povedal, da bo določenim skupinam omogočil ločena pogajanja, kar pomeni razbitje enotnega plačnega sistema. Zdaj, če bi bil privoščljiv, bi rekel, izvolite, boste imeli zopet težavo z vsemi 42 sindikati v javnem sektorju, s katerimi je naša vlada sprejela dogovor, ampak živimo v isti državi. Tako da razbitje enotnega plačnega sistema bo potem moral tudi nekdo popravljati.